novinarji svoje delo, kot se to pogosto dogaja, podredijo aktualnim političnim in oportunističnim ciljem, se s tem poslovijo od zgodovinopisja kot znanosti. Prednost dajo ideološko obarvanemu zgodovinopisju, po katerem zgodovinopisje postane inštrument ideoloških oziroma aktualnih političnih ciljev. Naloga zgodovinopisja pa ni razvijanje ali potrjevanje legend ali mitov. Zgodovinopisje kot znanost temelji izključno na dejstvih, dokumentih in pričevanjih, katerih verodostojnost je seveda potrebno kritično preverjati. V Sloveniji, ampak tudi na Koroškem, se trdovratno vzdržujejo številne legende o drugi svetovni vojni in času po njej, ki so popolnoma odporne proti vsakemu, če tako trdnemu dokazu. Ena od teh legend se prepleta okoli konferenc v Jalti in Potsdamu. Nekateri zgodovinarji, juristi, politologi trdijo vedno znova, da sta pravno podlago za izročitev jugoslovanskih hodulcev na Koroškem v Jugoslaviji prispevali vojni konferenci na Jalti in Potsdamu. Koroški zgodovinar Avguštin Male, na primer, v recenziji knjige Florjana Rulica, Petrinska in Bleiburška tragedija, kritizira tako avtorja kot tudi kolega Jožeta Dežmana, ker sta postavljala v spredju kravjo kupčijo med Britanci in Titovo vojsko. Dežman je napisal, da Rulicine ugotovitve kažejo, da je šlo za vezano trgovino, citiram, saj je bil umik jugoslovanske armade iz Koroške pogojen z britansko izročitvijo jugoslovanskih protikomunističnih beguncev. Po mnenju Maleja je tako mnenje samo mogoče, če se ignorira jaltske odločitve in diplomatske note britanske in amerikanske vlade. Tudi po mnenju častnega predsednika Veteranske zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Janeza Stanovnika je bila izročitev mednarodno pravno utemeljena, ker da zgodovinski dokumenti kažejo, da je britanska vojska oziroma njeni komandanti uresničila samo dogovor med Rooseveltom, Churchillom in Stalinom. In režimski jurist in dolgoletni profesor na pravni fakulteti v Ljubljani Ljubomir Soncelo trdi, da je izročitev jugoslovanskih enot že zato ni kršitev mednarodnega prava, ker temelji na sklepih zaveznikov sprejetih v Moskvi, Teheranu, Jalti in Potsdamu. Pomembno je, da trditve, ki ne temeljijo na dejstvih, končno pošljemo tja, kamor spadajo, namreč na smetišče zgodovine. Je v intervjuju izjavil, da je po objavi knjige The Victims of Yalta, žrtve Jalte, nenadoma spoznal, da obstaja povezava med izročitvijo Sovjetov in Jugoslovanov in da tragedije izročitve Jugoslovanov ni moč razumeti, če ne razumemo tudi te povezave, vključno z vsemi zarotami. Tolstoj pa nadaljujem, citiram, seveda je primer Jugoslovanov na nek način še bolj opredeljiva zarota, ker Jaltska pogodba z njimi ni imela absolutno nič opraviti. Konec citata. Tu se pojavi vprašanje, ali je po veljavnih konvencijah mednarodnega prava leta 1945 izročitev vojnih ujetnikov proti njihovi volji bila sploh dopustna. Opreti se moramo na 4. Haško konvencijo o zakonih in običajih vojne na kopnem z dne 18. oktobra 1907 in Ženevske konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki z dne 17. julija 1929. Drugi člen Ženevske konvencije določa, da se mora z vojnimi ujetniki, citiram, vedno ravnati človeško in se jih ščititi proti nasilju, žalitvami in javno radovednostjo, izvajanje represij proti
zavedamo, konec citata. In v 7. členu je določeno, da se jim pravic, ki jih imajo kot vojni ujetniki, ne more odvzeti. Pokojni profesor mednarodnega prava Peter Blumenwitz je v svoji študiji Okupacijo in revolucijo v Sloveniji poudaril, da bi Velika Britanija morala upoštevati najmanjši standard človekovih pravic, kar pomeni, da, citiram, če je vrnjena oseba v državi sprejema izpostavljena nečloveškemu ravnanju ali sta neupravičeno ogroženi njeno življenje in svoboda, je ni dovoljeno izgnati ali izročiti. Sam ukrep izročitve mora biti izpeljan obzirno, ter da se mora izogniti ponižanjem, zdravstvenim poškodbam in nepotrebnim strogostim. Za politične begunce poleg tega velja splošna prepoved izročitve. Čeprav niti Haški pravilnik o obiskovanju na kopnem, niti Ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki ne urejata vprašanje repatriacije ujetnikov proti njihovi volji, je tukaj merodajna Martensova klauzula v preambuli 4. Haške konvencije, ki pravi, citiram, dokler se ne sprejme popolni vojni zakonik, štejejo visoke pogodbene stranke za smotrno, da v primerih, ki niso zajeti v določbah njihovega veljavnega pravnega reda, prebivalstvo in gostujoči ostanejo pod varstvom in oblastjo mednarodnih načel, ki izhajajo izmed civiliziranih narodi ustaljenih običajev in zakonov človečnosti in zahtev javne vrednosti. Mednarodni pravnik Blumenwitz ugotavlja, v vsaki fazi jus in bello ostanejo vojskujoče se strani zavezane zakonom človečnosti. Z drugimi besedami pogodbe o repatriaciji vojnih ujetnikov, ne glede na to, kje in s kom so bile sklenjene, morajo biti v skladu z mednarodnim pravom, so torej neveljavne, če je bilo nečloveško ravnanje za displaced persons, tako so imenovali te razseljene osebe, kot se v prevodu imenovalo, previdljivo. Ti mednarodno-pravni minimalni štandardi izhajajo iz vojnih ciljev, ki so sprejeli zavezniki v atlantskih listinah in izjavah Reality. Po teh kriterijih mora analiza prisilne repatriacije po zakonu jugoslovanskih vojnih ujetnikov in civilnih beguncev priti do zaključka, da so Angleži kršili mednarodno pravo. Tukaj se ne bomo seveda spuščali zdaj v razpravo o vračanju kozakov, o tem je tudi pisal Nikolaj Tolstoj in drugi. Osredotočili se moramo tukaj na izročitev jugoslovanskih državljanov, med njimi okoli 10.000 domobrancev oziroma pripadnikov Slovenske narodne vojske, ki so bili poslani v gotovo smrt, čeprav so se Britanci zavedali, da bodo izročene komunisti zaprli, mučili in dobili. Stoknik Nigel Nicholson, ki je pripadal brigadi, ki je bila del 5. korpusa britanske 8. armade, ki je zasedla Koroško, je že dan potem, ko so se begunci naselili v taborišču v Trinju, svoje poročilo zapisal: nobenega med njimi ne moremo repatriirati, ker jih čaka gotova smrt iz Titove roke. Kot poroča Nicholson je bilo to prvo izmed številnih svaril, ki jih je izrekel. Na Jaltski konferenci, ki je potekala od 4. do 11. februarja 1945 na polotoku Krim v Črnem morju, in katere so se udeležili Roosevelt, Churchill in Stalin, so razpravljali o nemškem porazu, zasedbi nadzoru in vojni odškodnini ter o Poljski, Združenih narodih o vojni proti Japonski in po razdelitvi moči v Evropi. Najprej niso imeli namena govoriti o Jugoslaviji, ker je to vprašanje veljalo s podpisom sporazuma Tito-Šubašić 16. junija 1944 na otoku Visu kot zaključeno. Ker pa se z izvajanjem sporazuma zavlačevalo, je prišla tudi Jugoslavija na dnevni red. V uradnem dokumentu Krimske konference je zapisano, citiram, smatramo za potrebno maršalu Titu in dr. Šubašiću priporočiti, da med njima sklenjen sporazum nemudoma stopi v veljavo in da se na podlagi tega sporazuma sestavi provizorično enotno vlado. Prav tako
Zato smo sklenili, da priporočamo, da nova jugoslovanska vlada po ustanovitvi razglasi prvič, da se antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije razširi z vključitvijo članov zadnje jugoslovanske skupščine, ki se niso kompromitirali s kolaboracijo s sovražnikom, in da se ustanovi telo, ki se imenuje provizorični parlament, in drugič, da zakonodajno akte, ki jih je sprejel antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije, naknadno odobri ustavodajna skupščina. Iz uradnih dokumentov je razvidno, da so to bila samo priporočila, ker na Jalti ni bil prisoten ne predstavnik jugoslovanske vlade v begunstvu in ne Titove strani. Obe strani pa sta bile med vojno na strani zaveznikov. Med teheransko konferenco so se Churchill, Roosevelt in Stalin dogovorili, da bodo povečali podporo Titovim partizanom, predstavnici so še decembra 1943 prekinili podporo jugoslovanski kraljevi vojski pod Radom Mihajlovićem. Churchill je tu kralja Petra II. Na njega tako dolgo izvajal pritisk, dokler ni ta odstavil Mihajlovića maja 1944 kot vojnega ministra in potem avgusta kot vrhovnega komandanta. Za zgodovinsko odločitev Britancev, ki je zacementirala povojno jugoslovansko komunistično državno ureditev, je bilo več srokov. Churchillov cilj je bila urejena jugoslovanska država in očitno je mislil, da bo to mogoče le pod novim močnim redom. Poleg tega je bil za njega boj proti Nemcem odločilen, sicer pa je bilo njegovo poznavanje dogajanja na Balkanu izredno enostransko, temeljilo je na podatkih uradnih britanskih misij, ki so bile pretežno levo usmerjene. In ne nazadnje, Churchill ni želel konflikta s Sovjeti. V Jalti med Sovjeti, Britanci, Američani, kasneje tudi Francozi in Belgijci, sklenjeni sporazumi o repatriaciji, ki niso bili del jalskega sporazuma, se ne tičejo Jugoslavije. Pogodbe so bile vedno podpisane samo dvojestransko, torej med Združenim kraljestvom in Sovjetsko zvezo, med ZDA in Sovjetsko zvezo in tako naprej. Tudi se niso dotikali ozemelj, ki so postali na začetku vojne del Sovjetske zveze. Tako so prebivalci baltskih držav, območja zahodne Ukrajine in Belorusije, Moldavije in severnega predela Bukovine, kot tudi ruski izseljenci, ki so zapustili Rusijo pred septembrom 1939, bili izročeni Sovjetski zvezi v nasprotju z omenjenimi pogodbami. Navedenih sporazumih je bilo določeno, da bodo vrnjene tiste osebe, ki so 1. septembra 1939 imele stalno prebivališče na ozemlju Sovjetske zveze, če so bile 22. junija 1941, takrat je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, mobilizirane Rdečo armado in so bile potem ujete v nemški uniformi in za katero obstajajo dokazi, da so sodelovali z Nemci. Jalske pogodbe niso vsebovale nobene odločbe od tistih, ki bi se zoperstavili izročitvi, čeprav je namestnik ameriškega državnega sekretarja Joseph Clark najprej vztrajal na taki zaščitni klauzuli. Te pogodbe tudi niso bile del zaključnega komunikeja Jalske konference in zato jih uradne listine ne omenjajo. Sporazumi o repatriaciji, ki so bili sprejeti na Jalti februarja 1945, torej ne vsebujejo jugoslovanskih enot. Titova Jugoslavija je bila kot država ustanovljena šele 29. novembra 1945, tistega dne je bila namreč razglašena Federativna ljudska republika Jugoslavija. Do tega datuma so veljali zakoni Kraljevine Jugoslavije in ne smemo pozabiti, da so bile nekatere izročene enote del kraljeve vojske v domovini. Že s Tito Šubašičevim sporazumom pa je legalna vlada v begunstvu partizane priznala kot vojskovočo stran, kar je pomenilo, da so bili tudi partizani vsaj od tistega trenutka naprej, citiram, dolžni spoštovati splošna načela vojnega prava. Za partizane je to še posebno pomenilo, da morajo vzdrževati javni red, upoštevati še veljavne zakone in v največjem možnem obsegu
varovati civilno prebivalstvo, tukaj citiram profesorja Blumendica. Potsdamski sporazum, ki obravnava izročitev, pa ni pravno zavezujoč dokument, pa vsebuje zgolj izjavo o konferenci, obravnava pa izključno samo nemške državljane. Do danes se veliko premalo upoštevajo pogajanja med Titovo vojsko in britanskimi enotami na Koroškem. Z lahkoto se preide vprašanje, ali obstaja med umikom jugoslovanske vojske in izročitvijo kakršnakoli povezava. Celo v taboru emigracije prevladuje mišljenje, da povezave ni bilo. Nekaj ur pred Britanci so na Koroško prišli sveda partizani, ki so hoteli prevzeti upravo in so uvesli vse posod na javnih prostorih razglas, ki so ga Britanci potem odstranili in razglasili, da je Koroška pod britanskim nadzorom. Titu pa so postavili noto, diplomatsko, kateri so ga opozorili na Moskovsko deklaracijo, ki je bila sklenjena novembra 1943 in ki je predvidevala obnovo Avstrije v mejah konec leta 1937. Poleg tega pa so se takrat tudi dogovorili, da bodo Avstrijo po koncu vojne zasedli Angleži, Amerikanci, Francozi in Rusi in za Koroško je bila predvidena britanska zasedba. Angleži so torej zahtevali umik jugoslovanske vojske in sicer vse do provizorične meje, ki bo veljala do dokončne odločitve zaveznikov na mirovni konferenci in to je bila meja med Avstrijo in Kraljevino Jugoslavije konec leta 1937. 14. maja 1945 je glavni upravni častnik feldmaršala Aleksandra v Kazerti, general Brian Robertson, v Aleksandrovi odsotnosti izdal ukaz, vse osebe, ki se vdajo, naj bodo razorožene in predane lokalnim jugoslovanskim oboroženim silam. Ameriškega političnega svetovalca feldmaršala Aleksandra Krka si očitno prišli. 17. maja pa je brigadir Tobilov, poznejši Lord Ellington, dozajavil vsem enotam 5. korpusa, vsi jugoslovanski državljani, ki se trenutno nahajajo na področju korpusa, bodo kar najhitreje predani Titovim Churchillom, namenjeni kraj ne bo naveden, vsem, kar bo potrebno za izročitev, se bosta dogovarjala glavno poveljstvo in jugoslovanske čete. Samo nekaj ur po tem ukazu je sicer prišel od feldmaršala Aleksandra diametralno nasprotno ukaz, namreč, da se vse popravili jugoslovanske disidente pošlje v območje District 1, kratko Distone v Italiji, da bi bilo že 11.000 jugoslovanov in Aleksandr je računal z 24.000 begunci, to so bili približno osebe, ki so se nahajali v Vetrinju. Dokončno odločitev in njihovi usodi pa naj bi sprejele zavezniške vlade. Približno takrat, ko je 5. korpus dobil ta ukaz, je 8. armada prepovedala tudi vsako dogovarjanje s Titovo stranjo. Tak ukaz je bil poslan komandantu 5. korpusa Charlesu Caitleyu. Oba